osebno takoj prvo videnje je tako, da se o socialnem podjetništvu dejansko premalo govori. Ljudje pač slišimo za socialno podjetništvo, dejansko pa redko kateri zna, zdaj kaj to čisto pomeni. Je pa po mojem mnenju to velik potencial, ki pa je zelo slabo izkoriščen. V naši občini sem pogledal, so 3 socialna podjetja ustanovljena oziroma delujejo. Od tega z 2 recimo, da nekako sodelujemo občasno, z Vitico recimo malo bolj pogosteje, ker jo praktično imamo na dvorišču, pa vidimo torej, kakšne aktivnosti izvajajo. Naše podjetje je ustanovljeno z namenom osveščanja ljudi in širše okolice o ponovni uporabi tekstila, oblečil, tudi pohištva. Zakaj je rabljeno, s tem se še vedno soočamo in poskušamo ljudem razložiti, da nismo tu zaradi zbijanja statusnega simbola ali pa pač popravljanja te besede, ampak da pač izdelki, ki bi končali na deponijah in posledično s tem onesnaževali naše okolje, pridejo na trg v novi preobleki. Socialno podjetništvo ravno zaradi tega povezujem z eno veliko inovativnostjo, fleksibilnostjo in predvsem z tem, da pač moraš imeti dejansko temelje postavljene v nekih širših vrednotah, da ta zgodba stoji. Tako da mi smo prišli od začetkov, da danes v teh podjetjih, ki so našteli okrog 80 zaposlenih, eksperimentiramo nenehno in še vedno in bomo tako tudi do konca. Običajni ljudje o tem še premalo vejo, pa tudi tisti, ki bi morali to podpreti, to smo pa taki kak jaz. Imamo premalo vedenja o tem, kako pomembno je, da tudi lokalne skupnosti ustvarjajo ta podporno okolje in da ne obračajo hrbta tisti, ki so pa voljni to organizirati in vložijo tudi, to je zelo pomembno, svoj kapital, sebe, svoje duše. Eno tako ravnovesje tudi lokalne skupnosti lahko bistveno prispevajo, mi se trudimo po svojih najboljših močeh, da smo taki. Največja nagrada je, ko vidiš, da se je nekdo pobral, ti stisne roko in reče hvala.